Spoštovane svetnice in svetniki, dobrodošli na drugi izredni seji občinskega sveta občine Apače. Danes je 29. maj, se nahajamo v sejni sobi občine Apače. Zdaj ugotavljam, da je prisotnih 11 od 13 svetnikov, upravičila sta se gospod Danijel Ščap in gospod Sašo Peček, tako da ugotavljam tudi, da smo sklepčni in da lahko nadaljujemo z sejo. Za današnjo sejo je bil predlagan naslednji dnevni red. Prvič otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti, drugič obravnava in sprejem dnevnega reda, tretjič obravnava elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe, varstva okolja, oskrba z pitno vodo v občini Apače. In pa četrta točka, obravnava in potrditev elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Apače. Gradivo k posameznim točkam ste dobili že na dom, tako da je gradivo bilo zagotovljeno, eni popravki so bili danes dodani, tako da predlagam, da kar preidemo k seji. Se pravi, predlagan dnevni red današnje seje dajem v razpravo. Karkoli dodati. Če ni razprave, potem bi prešli kar na sprejem dnevnega reda od 11 svetnikov. Kdo je za sprejem dnevnega reda, prosim? Se pravi, 11 vsi prisotni glasovali za. Tako da prehajamo na tretjo točko, se pravi obravnava elaborata o oskrbi s pitno vodo v občini Apače. Med nami pozdravljam tudi strokovnega sodelavca iz javnega podjetja Prlekija, gospoda Tonija Zrimskega, ki bo podal tudi prvo uvodno obrazložitev o elaboratu, ki je danes na mizi. Tako da prosim lepo. Lep pozdrav. Jaz sem Tomi Zrinski, vodja področja za razvoj in kontroling in vam bom na kratko čist po alinejah, ker verjamem, da ste že večkrat slišali o elaboratu, podal osnovne informacije. Torej imamo na mizi elaborat 2019-2017, to je dejansko že, se mi zdi, da tretji elaborat, ki gre v sprejemanje, do zdaj dva nista bila sprejeta. Elaborat se dejansko pripravi na podlagi zakonodaje, torej to je uredba MEDO, kjer mora izvajalec javne službe enkrat letno pripraviti elaborat, predvsem zaradi tega, da pregleda obračunsko obdobje v smislu, ali so cene ustrezne. Glede elaborata sprejemanja določa tudi odlok o ustanovitvi JP Prlekija, ki dejansko določa, da ceno vode sprejme svet ustanoviteljic, občinski sveti pa podajo predhodno mnenje. Torej, v elaboratu imate potem te primerjave, kot sem že prej omenil, predračunsko obdobje, obračunsko obdobje 2017, predvsem zato, ker je 2017 leto že povsem zaključeno, računovodsko in pa tudi revidirano. Načeloma oziroma praviloma bi se mogli elaborati pripraviti do konca leta, torej v tem primeru do 2018. Čeprav je že pol leta mimo, pa vseeno elaborat zajema celoletno obdobje. Torej nove poračuni v elaboratu v tem, ker gre za skupen in se prehaja na to, ni možno upoštevati teh poračunov, to se bo delalo posebej, tem po občinah. Če bi se sprejemalo naprej še po posameznih občinah, bi se ti poračuni upoštevali tudi v ceni.
Torej, cena vode je dejansko razdeljena na dva dela, omrežnino in pa vodarino. V omrežnini je bistven strošek amortizacija. To je dejansko najemnina za infrastrukturo, potem sem spada tudi zavarovanje in pa vzdrževanje in obnova priključkov. Potem drugi del je vodarina, ki pa pokriva vse stroške vzdrževanja infrastrukture in se potem izračuna glede na porabljeno vodo, omrežnina pa glede na število priključkov. Torej, imate v elaboratu predlagano ceno, trenutno veljavna v občini Apač je 0,7781, bom na dve decimalki zaokroževal 78 in omrežnina 6,78. Nova predlagana cena je vodarina 0,67, omrežnina 8,53 evra. Vodarina gre na kubik, seveda omrežnina je enkraten strošek na mesec in ni odvisna od porabe. V omrežnini pa moram povedati, da je nova infrastruktura upoštevana s 50% izkoriščenostjo, ki bo jo seveda treba v naslednjih letih pokriti. Toliko na kratko, mislim, da imate v gradivu tudi košarice, da jih ne bom zdaj čital, tako da dejansko vam se načeloma bistveno cena niti ne spreminja. Zdaj pa sem na razpolago za vprašanje. V redu, hvala. Jaz predlagam, da nadaljujemo z predlaganim sklepom in mnenji odborov in potem bomo odprli razpravo, kolikor boste imeli kakršno vprašanje ali pojasnila, zahteve za pojasnila. V redu. Tako da bi trenutno torej za ceno storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstvo okolja oskrba s pitno vodo v sistemu C je predlagan naslednji sklep. Torej, občinski svet se je seznanil z elaboratom oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstvo okolja oskrba s pitno vodo v sistemu C za leto 2019, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Prlekija. Kot prva točka, občinski svet daje pozitivno mnenje k predlaganim enotnim cenam obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo v sistemu C in sicer kot predračunska cena omrežnine za obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja oskrba s pitno vodo v sistemu C ob 50% izkoriščenosti nove infrastrukture na osnovni priključek DN20 znaša 8,5274 evra na mesec kot fiksni znesek in predračunska enotna cena vodarine za obvezno občinsko gospodarsko javno službo varstva okolja oskrba s pitno vodo v sistemu C, ki pa znaša 0,6747 evra za kubični meter prodane pitne vode. Po drugo točko, za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini veljajo enotne cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v sistemu C brez subvencije. Tretja točka, enotne cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo v sistemu C veljajo tudi za vse uporabnike predmetne javne službe na območju občin sistema C, ki se oskrbijo s pitno vodo iz drugih vodovodnih sistemov. Četrta točka, enotne cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo v sistemu C veljajo tudi za prodajo pitne vode drugim izvajalcem javne službe oskrba s pitno vodo v drugih občinah, katerim uporabniki javne službe se oskrbujejo s pitno vodo iz vodovodnega sistema C. Peta točka, nove enotne cene obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo v sistemu C iz predhodnih sklepov pričnejo veljati in se uporabljati v vseh občinah sistema C s pričetkom naslednjega meseca od dneva njihove potrditve. Potrditev pa je na seji sveta ustanoviteljic javnega podjetja
Kot 6. točka, z dnem uveljavitve novih enotnih cen obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo v sistemu C iz predhodnih sklepov več ne veljajo in se ne uporabljajo cene, ki so veljale pred uveljavitvijo predmetnih novih enotnih cen. Predlagam, da ta sklep, oziroma da najprej slišimo še mnenja odborov. Se pravi, elaborate je obravnaval odbor za okolje in prostor, prav tako tudi odbor za proračun in finančne zadeve, tako da bi prosil najprej predsednika odbora za okolje in prostor, gospoda Franca Grobnika, za obrazložitev oziroma mnenje odbora. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, gospod župan, svetniki, vsi prisotni. Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora za gospodarsko javne službe je obravnaval elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe v varstvo okolja, oskrbo z pitno vodo v sistemu C in predlaga, da občinski svet obravnava predložen elaborat in sprejme naslednji sklep. Sklep je seveda prebral gospod župan, sklep so sprejeli vsi člani odbora. Hvala lepa za zapreto. Najlepša hvala. Prosim še odbor za finance in premoženjske zadeve, gospod Renato Flisar. Hvala lepa za besedo. Tudi lep pozdrav v mojem imenu in v imenu odbora za proračun. Odbor se je sestal 22.5.2019 in obravnaval gradivo in sicer elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja, oskrbe s pitno vodo 2019/2017. Odbor predlaga občinskemu svetu občine Apače, da sklep, katerega je prebral župan, potrdi v predlagane vsebine. Hvala lepa. Predlagani sklep dajem tudi v razpravo. Želi kdorkoli razpravljati? Vkolikor ni... Prosim? Ni? No, prosim. Hvala. Samo eno vprašanje. Prej sem vas poslušal, pa ste pravili, da so to zdaj že obravnavale ene občine, ne? In niso sprejeli tudi sklepov, ali se narobe dve občine? Predhodnike. Tako. Dobro. So že, kjer občine to obravnavale zdaj? Razkaži. Občina Razkrižje, vemo, da imajo že sprejet elaborat, v ostalih pa, kolikor vem, so stvari v postopkih. Tako da v nekaterih občinah so na odborih, ne vem pa še skupička. Hvala. Se pravi, postopek je tudi v obrazložitev takšen, da morajo vseh 8 občin, se pravi, od vseh 8 občin mora priti pozitivno mnenje občinskih svetov in na podlagi pozitivnih mnenj vseh 8 občin se to obravnava na seji sveta ustanoviteljic, ki dokončno potrdi predlagane cene oziroma predlagan elaborat. Še kakšno vprašanje? Kolikor ni več vprašanj, bi predlagani sklep, kot sem ga tudi prebral, dal na glasovanje. Še vedno je 11 prisotnih svetnikov. Prosim za glasovanje. Kdo je za sprejem sklepa? Spravi 11 za, nihče proti. Hvala. Prehajamo na 4. točko, spravi obravnavo in potrditev oziroma podaje pozitivnega mnenja elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Apače. Tukaj bi ponovno prosil strokovnega delavca iz javnega podjetja Prlikija za strokovno obrazložitev predlaganega elaborata. Prosim. Ja, torej, elaborat za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Glede priprave cena obračuna poračuna je dejansko logika enaka kot pri vodi, s tem, da pri elaboratu za odvajanje čiščenja odpadnih voda se ločeno pripravljajo cene in za odvajanje, ločeno za čiščenje in pa za odvoz iz obstoječih greznic in malih čistilnih naprav. Uredba MEDO predvideva tudi ceno za odvajanje iz streh, ampak zaenkrat, kjer JPP dejansko upravlja javno službo, zaenkrat še tega ni. Ponekod v Sloveniji pa to že dejansko zaračunavljajo. Torej, pri odvajanju čiščenju v občini Apače se je, kot veste, pri sistemu C tudi zgradilo kar nekaj infrastrukture zaradi varovanja vodnih virov. Tako da je zdaj dejansko in zadnja cena, ki je bila sprejeta leta 2017, dejansko zajema poračun dela leta 2017, mislim, da nekje od 1. septembra in pa dejansko celo leto 2018. Tako da imamo zdaj predvidene naslednje cene. Pri odvajanju komunalne odpadne vode je predračunska cena 0,78 evra na kubik, odvedene vode predračunska cena omrežnine pa 19,60. Do sedaj občina Apače imela 100% subvencioniranje, predlog je 90% subvencija, tako da bi omrežnina znašala 1,96 evra na mesec. Storitve povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami pa je storitev izvajanja predvidena v ceni 0,76 evra na kubik, predračunska cena za omrežnino pa 1,11 evra na mesec. Potem imamo še čiščenje. Čiščenje je predračunska cena 1,49 evra, omrežnina pa 9,26. Torej, pri uveljavitvi cene tukaj pri odvajanju čiščenju pač niso skupni objekti. Po sprejemu na občinskem cenu se potem naslednji mesec, torej v tem primeru bi to bilo s 1.6. uveljavijo nove cene. Toliko na kratko. Hvala. Najlepša hvala. Dobro, zdaj pri potrditvi cene o odvajanju in čiščenju je predlagan naslednji sklep. Občinski svet se je seznanil z elaboratom oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019, ki ga je pripravil izvajalec, spet javno podjetje Prlekija. Prvič, odvajanje odpadnih vod. Občinski svet potrjuje predračunske cene obvezne občinske gospodarske javne službe, varstva okolja, odvajanja odpadne vode, in sicer predračunsko ceno omrežnine na področju odvajanja odpadne vode v občini, ki za osnovni priključek DN20 znaša 19,6005 evra na mesec, ter predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne vode v občini, ki znaša 0,7843 evra za kubični meter prodane pitne vode. Drugič, pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini potrdi 90% subvencijo omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne uporabnike z upoštevano subvencijo za osnovni priključek znaša 1,9601 evra na mesec. Sredstva za subvencijo zagotavlja občina mesečno iz občinskega proračuna. Za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini se potrdijo in veljajo cene javne službe odvajanja odpadne vode brez subvencije.
Nove cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz predhodnih sklepov pričnejo veljati in se uporabljati s pričetkom naslednjega meseca od dneva njihove potrditve. Z dnem uveljavitve nove cene javne službe odvajanja odpadne vode prenehajo veljati in se uporabljati cene, ki so veljale pred uveljavitvijo predmetnih novih cen. Pod drugi sklop imamo storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Se pravi, občinski svet potrjuje predračunske cene obvezne občinske gospodarske javne službe na področju storitev povezanih z nepretočnimi, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, in sicer predračunsko ceno omrežnine na področju storitev povezanih z nepretočnimi, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini, ki za osnovni priključek DN20 znaša 1,1142 evra na mesec, ter predračunsko ceno storitev povezani z nepretočnimi, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini, ki znaša 0,7632 evra za kubični meter prodane pitne vode. Kot drugič, pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini potrdi podobno 90% subvencijo cene omrežnine povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, tako da cena omrežnine povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami z upoštevano subvencijo za nepridobitne uporabnike znaša 0,1114 evra na mesec. Sredstva se zagotovijo mesečno iz občinskega proračuna. In kot tretjič, za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini se potrdijo in veljajo cene storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami brez subvencije. Četrtič, za uporabnike storitev, ki se nanaša na storitve povezane z nepretočnimi greznicami izven območja občine, praviloma veljajo cene omrežnine in storitev povezanih z nepretočnimi obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki so enake cenam javne službe. Kot petič, nova cena obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz predhodnih sklepov pričnejo veljati in se uporabljati s pričetkom naslednjega meseca od dneva njihove potrditve. Z dnem uveljavitve nove cene javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami prenehajo veljati in se uporabljati cene, ki so veljale pred uveljavitvijo predmetnih novih cen. V tretjem sklopu imamo še čiščenje odpadnih vod. Prvič, občinski svet potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenja odpadne vode, in sicer predračunsko ceno omrežnine na področju čiščenja odpadne vode v občini, ki na osnovni priključek DN20 znaša 9,2624 evra na mesec, ter predračunsko ceno čiščenja odpadne vode v občini, ki znaša 1,4894 evra za kubični meter prodane pitne vode. Drugič, pristojni organ občine za nepridobitne uporabnike v občini potrdi 90% subvencijo omrežnine na področju čiščenja odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne uporabnike z upoštevanjem subvencije za osnovni priključek znaša 0,9262 evra na mesec. Sredstva za subvencijo zagotavlja občina mesečno iz občinskega proračuna. Za vse pridobitne uporabnike javne službe v občini se potrdijo in veljajo cene javne službe čiščenja odpadne vode brez subvencije. Nove cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz predhodnih sklepov pričnejo veljati in se uporabljati s pričetkom naslednjega meseca od dneva njihove potrditve. Z dnem uveljavitve novih cen javne službe čiščenja odpadne vode prenehajo veljati in se uporabljati cene, ki so veljale pred uveljavitvijo predmetnih novih cen. Malo daljši sklep, ampak dejansko smo ga obravnavali in uskladili tudi že na odborih, se pravi odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval ta sklep, zato bi prosil predsednika spet gospoda Franca Grobnika za podajo mnenja odbora. Hvala za dano besedo. Odbor za varstvo okolja in urejanje prostora in gospodarske javne službe je obravnaval elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe varstvo okolja, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini in predlaga, da občinski svet obravnava
priložen elaborat in sprejme naslednji sklep, tako kot ga je prebral župan. Ta sklep so tudi obravnavali vsi člani odbora, vsi pet člani so bili za. Hvala lepa. Prosim še predsednika odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve za podajo mnenja. Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve je obravnaval elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe, varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Apače in predlaga, da občinski svet obravnava priložen elaborat in sprejme sklep v takšni obliki, kot je bil prebran s strani župana. Hvala lepa. Odpiram razpravo na 4. točko in na sklep, ki je bil predlagan. Ima kdo kakšno vprašanje? Ne povem še, da me veseli, da smo se že predčasno dobili in dejansko nekako uskladili zadeve. Tako na odborih, kot že na sestanku vseh svetnikov, tako da predlagano znižanje subvencije iz 100% na 90% je bil nek kompromis, ki smo ga sprejeli oziroma predlagali v sprejem na občinskem svetu. Če je še kaj za dodati tukaj. Bi pa na tem mestu mogoče pozval vseeno občane, naj se poslužijo razpis za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav, je odprt, se pravi, zbiramo prijave, sredstva so na voljo, predvidena v proračunu in bi res apeliral na občane, da se tega tudi poslužijo. Nenazadnje gre za pravilno čiščenje, predvsem na delih, kjer ni planirana kanalizacija. Ob tem naj še pojasnim, ker je veliko vprašanj tudi strani občanov, se pravi na področjih, kjer je na meloracijskih oziroma ne meloracijskih, aglomeracijskih področjih, se pravi v Lutvercih, Žepovcah, kjer je planirana izgradnja kanalizacije, torej omrežja, ali se lahko ljudje poslužujejo razpisa, da se lahko, trenutno je spremenjen pravilnik na način, da se tudi ljudje iz teh krajev lahko prijavijo na razpis in pridobijo subvencijo. Je pa tudi nekaj res, da ko bo zgrajena kanalizacija oziroma omrežje, se bodo pa morali tudi priključiti na omrežje. Kdaj bo to, pa trenutno zelo težko povem, ker je vse odvisno od tega, kdaj bomo lahko dobili kakšna sredstva. Občina sama teh omrežij ne bo zmogla izgraditi, vsaj ne v naslednjih 5 letih. V redu, jaz mislim, če ni nobene razprave, potem bi predlagal, da preidemo na glasovanje. Še vedno je 11 prisotnih svetnikov. Prosim za glasovanje. Kdo je za sprejeti dolgi sklep? Hvala. 11 za, nihče proti. S tem smo izčrpali dnevni red današnje druge izredne seje. Jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje, ne samo na današnji seji, tudi predtem, kot sem že prej omenil, tako da se vidimo pa na naslednji seji, ki bo redna, planirana v juniju, 19. junija. Hvala.